prišlo do tega, da imata ravno italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji ustavno zajamčen status. Mislim, da je odgovor čisto preprost. Splet zgodovinskih okoliščin, se pravi, madžarska manjšina dobila status z mednarodno pogodbo, Trianonska pogodba, ki je razdelila Ogrsko med novo nastale države, in takrat so vele sile se odločile, da bodo skušale preprečiti medetnične konflikte tako, da novo nastalim državam vsilijo še manjšinske klauzule. Pri italijanski manjšini imamo pa spet neko delitev ozemlja in verjetno predvsem strateški interes Slovenije, da Italijo cuka za rokav z reciprociteto. Zdaj, druge manjšine, ki imajo ravno tako, bi rekel, neko načelno pravico do tega, da so zavarovane pred asimilacijo, pa niso imeli te zgodovinske sreče, in zato je njim namenjeno to, da so pod pritiskom in čakamo, kdaj se bodo asimilirale. Ne nazadnje, avtohtonizem je sumljiv tudi zato, ker se ga da združiti s sprenevedanjem. In na to je Josip Begić dobro opozoril. Če se bomo Slovenci še 100 let sprenevedali, da Hrvati niso avtohtoni in se bodo Hrvati med tem asimilirali, bomo nekega dne rekli, no, po kriteriju avtohtonosti pri nas ni več Hrvatov, pač ni jih, torej se ni več treba ukvarjati z manjšinskimi pravicami. Avtohtoni so samo tisti, ki so preživeli asimilacijske pritiske. In problem obmejnosti se mi zdi je tu preozek. Hvala za dobre izhodišča. Mogoče do članov prebrnice želim. Mogoče samo glede avtohtonosti italijanske skupnosti, oziroma kako pač je prišlo, da Slovenija to priznaje v ustavi, tudi stari republike Slovenije. To izhaja tudi iz mirovno pogodbo in iz londonskih memorandumov. Tam je bilo zelo točno opredeljeno, katere so območje, kjer živi in pač obstane zunaj matične države Italijanov v slovenski Istri, oziroma v Istri tudi na hrvaški Istri, in Slovencov v Italiji. In tam pač izhajajo nekatere pravice, ki, če jih danes beremo natančno londonski statut, specifični statut londonskega memoranduma in Ustava Republike Slovenije, bomo videli, da te pravice so na isti nivo, kot so bile napisane v tem sporozumu leta 1954. Več ali manj se niso dosti razvijale v tudi slovenski zakonodaji in v slovenski ustavi. Tudi glede narodno-mešano območju, tudi je bilo govora, kot veste, tukaj v slovenski Istri, to je zelo ozek del območja občin Izola, Koper, Piran, izven tega območja pripadnik italijanske skupnosti izgubi večinoma svoje pravice, ker so vezane na teritorij. Ta problem so imeli tudi Slovenci v Italiji do sprejetja začetnega zakona 2001, ki pač ta teritorijalna meja je pač presegel in pač prizna prisotnost slovenske skupnosti v Italiji na celem območju Flenilski krajini. Tako da res je, da tudi to, kar ste vi rekel, je bil tudi problemi s normalno, to so se pač tretirale dve manjšine, Jugoslavija, Slovenija, se tretirale dve manjšine kot eni noto, da neke pravice so bile, mora pač biti priznane Italijanom tukaj in Slovencov tam, ampak to pravi, zakaj so te opredeljene zdaj tudi postavili, to izhaja tudi iz mednarodnih pogodb, ki je potem tudi normalno Jugoslavija sprejela z Ozerskih sporazumov, ko je pač prenekala tudi veljati mednarodna zaščita pravice Slovencev v Italiji, Italijanov v Jugoslaviji, ker do Londonskih memorandumov pač je bila ta mednarodna zaščita. Z Ozerskih sporazumov ta mednarodna zaščita se pač prenekla. Samo kot, recimo, zažite. Kaj misliš, še ti želeli? Mogoče sem nagledala, za ta koncept obmejnosti je dejansko preozak in je nejasen in vedno je preozak koncept obmejnosti. Mogoče smo ga zbrali samo to, da kako bi povdali, da so tukaj meje, pa da življenje kljub tej politični meji gre naprej, da je recimo pragmatizem vsakdanjega življenja močnejši
od kakršnekoli politične meje in tega zamejevanja. Bi pa samo malce navezala na tisto, kar je gospod Kremulj na začetku povedal. Ti politični elitizmi so kot ena konstanta skozi celo zgodovino potrebovali svoje nepoznavanje teh obmejnih območij, če tako imenujejo, teh območij, ki so oddaljeni od centrov nacionalnih držav. Tukaj se ni zgodila prav nobena sprememba, kljub bistveno močnejšem pretoku informacij in komunikacij in transporta in vsega ostalega. In to, recimo, da se dogaja, da ni te recipročnosti, da se otroci ne učijo, recimo, o enakopravno na eni drugi strani. Ampak če pogledamo, pravzaprav, tudi v Ljubljani otroci se ne učijo o tem in nimajo informacij, dokler ne pridejo praktično na fakulteto, da v Kopru živijo tudi Italijani, da v Trstu se govori tudi slovenščina. S tem se srečujejo bistveno kasneje. Tukaj pa so primeri dobre prakse, recimo edukacijske prakse v Veliki Britaniji, kjer so otroci že na začetku osnovne šole, ki se začne pri 5 letih, to je tista mala šola, že seznanjajo, educirajo o etničnih razlikah, o verskih razlikah, o različnih načinih življenja v njihovem neposrednem okolju in recimo v širšem okolju, kjer živijo. Tako da ti edukacijski procesi niso samo jezikovni in lingvistični, ampak morali biti bistveno širši tudi pri nas prej, so začeli seznanjati s tem, da recimo na območju te regije, ki je recimo Slovenska Istra, je več kot 40% etnično mešanih družin Dosov, da bi se to moralo bistveno prej vključevati v pedagoške programe. Če smem še jaz, da se rekel za vse, pa še posebej zame, jaz sem pa tako rekla, ne, zame pa dejansko govorite o obmejnosti ali pa govorite o drugih etnično mešanih okoljih in isto. Strinjam se, da ko gledamo s pojmom obmejnosti, da smo lahko včasih preoski, ne, ampak, bi rekla, izbor te teme za današnjo problematiko ni naključen in je bil dobro, bi rekla, premišljen, bil namenoma izbran, ne. Zdaj, tako sama, kot tista, ki se ukvarjam z vprašanjem večkulturnosti, multikulturnosti, transkulturnosti in tako naprej, skladno seveda se to nima pogruntavščina, ne, z pač drugimi avtorji, ki se s tem ukvarjajo, ugotavljamo, da so v bistvu nekako 3 območja, ki so res zanimiva z vidika poučevanja teh fenomenov. In to so območja, ki so prvič obmejna, drugič zelo visoko urbana, v kar sodi v Ljubljana, in tretjič so privlačna za imigrantsko populacijo. To so recimo lahko območja, ki niso ne urbana, ne obmejna, ampak so recimo, ne vem, Jesenice, zaradi neke industrije in nekih delovnih mest, ne. Zdaj konkretno območje Slovenske Istre srečuje vse 3 kriterije. Po eni strani obmejnost, po drugi strani urbanost, po tretji strani privlačnost za ekonomske imigrante. Torej, torej druga območja, kot recimo Ljubljana, se prekrivajo v fenomenih, ki se nanašajo na večkulturnost z obmejnimi, ne pa vedno. Ne? Torej, če gremo gledati in proučujemo res v detaljne fenomene medkulturnosti, od etične heterogamije, kar pomeni mešane družine, do identitet, ali govorimo, ne vem, o večkulturnih, transkulturnih in tako dalje identitetah, gre za razlike. Jaz si upam trditi, da gre na ravni empirije in pa tudi teorije, ne? Mislim, če k temu prihajamo. Ne vem, bom dala že en primer. Življenje ob meji, recimo, lahko radikalno spremeni že samo sprememba politične meje, kar je prav tipično, bi rekla, za ta primer. Torej, obstaja neka politična meja, ki se neodvisno od samih ljudi premesti čez noč zaradi političnih odločitev in kar naenkrat ena skupina ljudi postane manjšina. Ne? Hočem reči, to se ne more zgoditi v neki Ljubljani, a veš, kaj hočem reči? In tukaj smo priča nekim fenomenom, ki so specifični za obmejna območja zaradi dejansko neke politične meje, ne? Ali pa identiteta. Seveda je identiteta v Ljubljani že v zelo veliki meri, nekako zdaj to proučujem in trdim, tudi transkultura, zaradi vplivanja vseh, bi rekla, priseljencev, ne? Tako z območja nekdanje Jugoslavije, kot tudi z območja čisto, bi rekla, širše Evrope. Neka Ljubljana seveda kot neka, bi rekla, glavno mesto je, bi rekla, širše privlačno, ne? Ampak vendarle, gledano v nijansah, so te transkulturne ali pa večkulturne identitete po moje drugačne, kot so identitete obmejnih območij. Veš zakaj? Mogoče tudi zato, ker bi rekla, sega neka večkulturna prepletenost
dlje nazaj, ima daljšo zgodovino, okay, vsaj nekaj generacij, prepletenost, recimo, ne vem, če gledamo zdaj konkretno hrvaško-slovensko ali pa slovensko-tijansko stvarnost, primerjalno z drugimi, recimo, manjšinami, ki so priseljene v novejšem območju. Gre za neke, bi rekla, ne vem, daljše tradicionalne vezi, kakoli že to pomeni. Ne vem, če se dovolj dobro pojasnjujem. Ja, se strinjam, samo en dodatek. Ja. Temu je tako zgolj zaradi dejstva, da so Slovenci po letu 18, zlasti pa letu 45 izgnali vse Nemce iz Ljubljane. Absolutno. Pa ne samo iz Ljubljana. Ja, Vse to sem prej omenila, recimo, sta priznani italijanska in slovenska, recimo nemška manjšina pa ne samo, da ni priznana, sploh se o njej ne govori, mislim, sploh skrita, ne, pred pražnik. Dosegli smo, da ni več avtohtona, ne. Ja, prosim. Ja, mislim, zdaj, ko se je že debata premaknila, recimo, malo tudi iz obmejnega prostora, bi jaz rad dodal še eno provokacijo, na primer. Jaz prihajam iz Zgornje Savinjske doline, to je na severu Slovenije, okoli Kamniško-Savinjskih Alp, in kot vsak trg, vas, selo, mesto v Sloveniji imamo zelo močno narečje, ki je zelo specifično in zelo drugačno od slovenskega knjižnega jezika. In moja osebna izkušnja je, ko sem prišel v osnovno šolo, sem se začel učiti tujega jezika. Meni slovenščina ni materni jezik. Jaz vedno sem doma govoril drugače kot v šoli. In to narečje zelo hitro zdaj tudi izumira. Naprimer, jaz kot slišam, ne govorim pač tega narečja, ker zaradi tega, ker sem hodil v srednjo šolo v Celje, ker zdaj govorim neko čudno mešanico celjskega, savinjskega, knjižnega, slovenskega jezika, malo mariborščine, malo angleščine, francoščine, karkoli. In zdaj moja provokacija in vprašanje je, kakšna je zdaj razlika med varovanjem mojega maternega jezika, ki je zgornja savinjščina, ki je zelo drugačna od slovenščine, ne samo po besedah, tudi po jezikovni strukturi, stavčnih oblikah, in varovanjem italijanske, hrvaške, kakršnokoli mišljenje. Prva asociacija, ki mi je padla, ki sem jo omenila, ki sem imela tiste uvodno predstavitve, tudi istro-veneško narečje, istro-veneto je v procesu izumiranja. In to je bila lingua franca, ki so uporabljali vsi prebivalci, recimo na območju Istre, ne glede na etnično pripadnost. Je pa recimo izhaja iz standardne italijanščine. Mislim, to neizogibno izumirajo, ker premalo govorcev. Starejši prebivalci še uporabljajo, mladi, ne vem, komentarje. To je pa moje, pa iz tega sem hotel pa izpeljati naslednje vprašanje.